Dober dan, vrag je odnesel šalo. Zdravniška stavka še traja. Na mizi pa je bila v ponedeljek naslednja stavkovna zahteva. Citiram: Če delodajalec zdravnika toliko obremeni, da bi postalo njegovo delo pri drugem delodajalcu zaradi tega nevarno, mu mora zagotoviti enak finančni položaj, kot če bi delo opravil drugje. Ta stavkovna zahteva, postavljena v ponedeljek, bi bila tako nekoliko spregledana, vredno bi bilo nameniti nekoliko več pozornosti. Zakaj? Zato, ker gre po mojem spominu, ki je kar dobro delujoč, za najbolj nenavadno stavkovno zahtevo v zgodovini slovenskega stavkovnega gibanja. To približno tako izgleda, kot če bi jaz bil med svojim rednim delovnikom utrujen, pa bi potem potrkal na vrata uprave delniške oziroma družbe z omejeno odgovornostjo Delo, pa bi rekel tako: zdaj pa mi dajte en dober na mizo, zaradi tega, ker jaz popoldne ne morem upravljati še svojih prostočasnih honorarnih dejavnosti. Kaj pa si ti misliš o takile stavkovni zahtevi? Ja, treba jo je pogledati pač v kontekstu širšega namena, ne, ki je po mojem mnenju prikrit namen po privatizaciji zdravstva oziroma po preoblikovanju javnega zdravstva v sicer javno zdravstvo, ampak zasebne dejavnosti oziroma zasebnega sektorja. Ne več v smislu obveznosti države do nekih temeljnih ustavnih pravic, ne, ker zdravje, zdravje spada k nekim temeljnim zadolžitvam države, če hočemo. Ja, na parih ravneh, ne, izhodiščno, ne, veš, ustava pravi, ne, da imamo socialno državo med drugim, ne, tudi državo, kjer imamo trg, ne, in država ima neke obveznosti, ustavnih obveznosti vezanih na zdravje prebivalstva. Ne. Tako, ne. Mi da so bila tako 2 tedna nazaj, ne, preden se je stavka začela, še nekako tako, ne, v resnici, ne, veš, zdravstvo ima to težavo, da ima številčne vrhunske strokovnjake, ima nekatere začetnike v poklicu, ki so slabo plačani, ne, ima ljudi v zdravstvenih poklicih, ki niso zdravniki, pa so sramotno nizko plačani, ne. Te stavkovne zahteve so zdaj šle v popolnoma drugo smer, ne, če jaz prav razumem, ne. O tem sem govorila pred enim tednom, pravzaprav, ne. Ampak se mi zdi, da bi bilo, se bo čas zdaj verjetno ponudil priložnosti, zlasti v prihodnjih tednih, ampak zdi se mi, da bi bilo treba izsegmentirati, ne. Zdaj, če stavkovne zahteve Fidesa rečejo to in to zahtevamo, jaz sem skoraj da prepričan, da to niso stavkovne zahteve vseh zdravnikov, ne. Zaradi tega, ker vsi ne razvijajo filozofije okrog tega, kaj bi naj bili ali pa kaj bi naj njihov ceh bil, kaj bi naj vse skupaj postalo, ne. Ampak v filozofiji, taki prikriti filozofiji celotnega dogajanja, ne, pa se mi zdi, da gre za po 25 letih za prvi veliki poskus zakona o denacionalizaciji, ne, o denacionalizaciji simbolov, ne, ker nekoč je bila pač Ne razumem čisto dobro. Bili so bogovi v belem in bili so nacionalizirani, ne. Okay. In zdaj naj bi bili denacionalizirani, da bi nazaj postali spet bogovi v belem, ne, ki bi imeli, se pravi, varstvo javni status in varstvo javnih služb, ne, z vso predvidljivostjo, stabilnostjo sistema, z zgornjo kvoto obremenitve, katere se ne bi smelo preseči, kar je razumno, ne, seveda logično. Tudi se mi zdi, da je treba dejansko v zdravstvo spustiti še dodatnih, ne vem koliko 100, ne, zdravnikov, ali pa kolikrat 100. Nedvomno, ja. Nedvomno, ne, ja. Da jim je treba pač omogočiti dostojanstvenejše, boljše in strokovno bolj sprejemljive pogoje, v tem ni nobenega dvoma. Mislim, to je predmet razprave. Ampak 2 močna momenta, ki se mimikrijsko, ne, pridružujeta celotnemu kolosu dogajanja, in to v Sloveniji tako značilno, da bolj biti ne more, ne, je pa to, ne, da
da se v ozadju dogaja prikrita želja po privatizaciji, nikakršna razprava o korupciji in v subsidiarnih sistemih, ki generirajo to korupcijo, nikakršna potreba po razpravi, po načelni razpravi o vlogi zdravstva v slovenski družbi in slovenski državi, ne? Razprava samo in samo o plačah in hkrati pa nagrajevanje in pa pogoji dela kot v zasebnem sektorju, ne? To se pravi, na eni strani varstvo javnega sektorja, na drugi strani pa plačilo zasebnega sektorja, kot da bi nosil svojo lastno organizacijo, da bi se mogel brigati za lastne reprodukcijske zadeve, da bi moral knjige voditi, da bi moral sam vse. Ne? Ja. Skratka, to, kar si zdaj prebral, ne, je pa perverznost. Ne? Mislim, ima še en kontekst, ne, ki sem ga opazil pa včeraj, ne, ko je pa v javnosti nastopil predsednik zdravniške zbornice, doktor Možina, Andrej Možina. Ne. Dobar, ne. Ena od idej, ne, izstop iz sistema javnega sektorja, ne, ki se tiče sistema plač v javnem sektorju. Ne. Druga, ne, ki pa meni bolj zanimiva, bolj zgovorna tudi, ne, je pa ideja o tem, da bi se javni zdravstveni zavodi preoblikovali v gospodarske družbe, kajti, če bi se to zgodilo, ne, potem bi imela poslovodstvo mnogo večja pooblastila, dobri zdravniki bi bilo bolj nagrajeni v smislu variabilne plače in tako naprej. Ne. Dej, v pravni logiki, ne, ni nobenega razloga, ne, da dobri uslužbenci zavodov ne bi bili dobro plačani, ni nobene posebne logike, da vodilni v javnih zavodih ne bi imeli ustreznih pooblastil. Ne. Zna pa biti, ne, da na zakonski ravni te tehnikalije niso dobro dorečene. Ne. Ampak ne, to, kar predsednik zdravniške zbornice predlaga, namreč spremembo zavodov v gospodarske družbe, za sabo potegne popoln 180-stopinjski obrat v filozofiji poslovanja zdravstva. Ne. Namreč, kaj je gospodarska družba? Ne. Gospodarska družba ima po zakonu o gospodarskih družbah, to čist prva naloga gospodarske družbe, eno poslanstvo. To poslanstvo pa je ustvarjanje dobička. Ne? Če gremo čez zakon o gospodarskih družbah pogledati, ne? Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, ne? In to je prvi odstavek. Drugi odstavek, ne, je pa ta, da pridobitvena dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ne. Se pravi, poslanstvo zdravstvene inštitucije, poslanstvo zdravstvenega doma postane dobiček. Bi bilo po novem ustvarjanje dobička. To je in tudi na prvi pogled, recimo to generiranje učinkovitosti, ne, deluje normalno. Tako se je v bistvu ves neoliberalizem začel, ne, da so začeli govoriti v njegovem imenu pravilne stvari, ki so pač manjkale v socializmu. Ne. Ampak če dam zdaj en primer, gledam, kako po periferiji recimo funkcionira nekaj, kar je že zasebno, in to je sistem omrežij pošt, ki ni primerljiv s temeljnimi človekovimi pravicami zdravja. Ne. Ampak pošta, se pravi, da ti dobiš pošto v svojem kraju, to ni tvoja temeljna človekova pravica. Je pa lepo, ne? Ja. Ampak zelo podobno se je začelo. Ne? To se pravi, na začetku je bil sistem javnega poštnega omrežja, ne? Potem so pošte začele po periferiji pošiljati prijazne dopise uporabnikom, ne? Recimo jaz sem enega tazga dobil, ne? Da zdaj bodo pa to in to poslovalnico dali v roke temu in temu SP gospodu, ne? Ki bo brez dvoma zagotavljal enako, če ne celo višjo kvaliteto, ne? Storitev, piše v dopisu. Ja, da oni imajo pa glede tega neko poslovno strategijo, ne, da ki je centralizirana, skratka preureja, skratka cel kup nekih lepih, visoko donečih in visokomiselnih strokovnih izrazov uporabijo. Ne. No, rezultat v eni od vasi, ki je ne bom zdaj imenoval že pred časom, je bil, da so to storili, ne, po enem zelo kratkem času je ta ekspozitura ugasnila, zato ker ta gospod, ki je to prevzel, preprosto ni zdržal poslovnega modela, ni naredil ustreznega profita in poslanstva je bilo konec. Ne? Dobro, pa če rečeš pošta, recimo, da to lahko je na trgu, ne? Pa rečeš,
recimo, pa zdaj so DHL, pa taki in drugačni e-maili, pa eBay, pa ne vem kaj, pa ti prinese vsak dan, ne vem, 3 varovalke ali pa eno žaranco, pa ti prinese to iz Ljubljane z kombijem, pripelje z avtomobilom, ki itak kroži po, ne vem, Štajerskem, Gorenjskem, Dolenjskem in tako naprej, ali po Ljubljani, ne. Ampak po rajonu rečemo, ampak zdravstvo, ne, pa ne more usvojiti tega modela, ne, kar pomeni. Zdaj, ti imaš neko zelo veliko področje po recimo kvadratnih kilometrih, ne, in relativno majhno število ljudi, ne, in dostopnost je slaba, ne, po periferiji, ne. In seveda, zdaj se bo našel nek modrec tega tipa, poslovnega tipa, ne, gospodarske profitne mentalitete, ne, in bo rekel, na toliko in toliko prebivalcev en zdravnik, na toliko ena reševalna postaja, ne. In zdaj ljudje, a veš, ki so tam po periferiji, lahko pa umrejo, ne. Helikopterja ne bo, tega ne bo, onega motorita. Skratka, zelo, zelo težke dileme in praksa, kakršna se zdaj vzpostavlja, pa kakršna je zdaj vzpostavljena, pokaže na 101 problem. In najmanj, kar iz tega lahko zaključimo, da bi zdravstvo moralo ostati javnega pomena, posebnega javnega pomena, ne pa neka profitna zgodba, ne. Ja. Dopisoval sem si z Jožetom Damjanom, ekonomistom, ne, ki ga je ta ideja o gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo, prav tako presenetila, ne. Tako, ne. Tisto, kar se lahko pripeti, je, da rečeš v redu, ne, če je poslanstvo gospodarske družbe zdravstveni dom Bežigrad, ne, to, da naredi dobiček, pač potem poglejmo tudi, katero vhodno surovino, ne, se splača vzeti, ne. Vhodna surovina v tej gospodarski dejavnosti, ki se imenuje zdravstvo, ne, je pa pacient, ne. Več, seveda, ne, se ti splača vzeti vhodno surovino, ki je čim manj prehlajena, ki niso kronični bolniki, ki so relativno zdravi ali pa zelo zdravi, ne. Medtem ko za drug del vhodne surovine, ne, ki nam pa povzroča prekomerne stroške, pa rekli, pač ne se znajde, ne. Zaradi tega, ko si enkrat gospodarska družba, ne, in je tvoje poslanstvo prvo, ključno, da ustvarjaš dobiček, ali potem si lahko zmisluješ, ne, a boš vzel vhodno surovino, ki je čist malo betežna, ali boš jemal, ne, tako kot je v opisu del in nalog zavodov, vse po vrsti, ne glede na njihovo zdravstveno stanje, ne. Več, potem imaš lahko gospodarski rezultat, če vzameš samo tiste, ki so minimalno bolehni, ne, imaš gospodarski rezultat toliko boljši, ne. To je, veš, učink ideje, ne, da morda v prvem koraku naredimo gospodarske družbe, ki so v javni lasti, ne, se pravi v državni lasti, potem pa itak pride v drugem koraku imperativ, da pa mora biti celotna gospodarska dejavnost v zasebni lasti, ne, ker pač pomeni, ne, dajmo privatizirati bolnice pa poslovati po isti logiki. Dilema je pravzaprav skoraj da popolnoma enaka kot pa pri javnem šolstvu, ne. Veš, imaš zasebne pobude, imaš neko razmerje zasebnih pobud ali pa zasebnih interesov do javnih financ, ne, in posebnost, bom rekel, zdravniških apetitov po menedžerskem principu upravljanja medicinskih zadev je pač ta, ne, da ne štarta na zasebnikov žep, ne, ampak štarta na javni proračun. Zato, ker veliki denarji, ki pridejo iz te logike, pridejo pravzaprav iz javnega proračuna, ne. Seveda, že prvi poskus, a veš, da se vmes postavijo zavarovalnice za dodatna zavarovanja, to je tisto, ne, ki izkazuje 60 milijonov dobička, a veš, kar je v izhodišču neke vrste perverznost, ne, ki pravijo, zdravstvo nima denarja, zdravstvena zavarovalnica pa dela dobiček, ne, kje je tle logika, ne. Praktično je ni, ne. Pravi, da se sicer postavlja vmes in da nagovarja samo zainteresirane, ne. V redu, pa tiste, ki imajo denar, ne, zdaj smo pa pri temeljnem problemu, kaj ta družba na ravni ustave še sporoča in kaj zagotavlja. Se pravi, če sporoča to, da je na podlagi finančnih možnosti
dovoljena diferencijacija ljudi ali pa segmentacija ljudi pri tako temeljni zadevi, kot je zdravje, potem sporoča, da uvaja novo obliko kapitalističnega elitizma. To pa je najbolj nevarna stvar, kar si je ta trenutek lahko mislimo in je v bistvu zadnja etapa privatizacije, potem ko so velike privatizacije že pobrale, kar so zmogle, kar so mogle in kar so zmogle pobrati. In oba dva sva slišala neuradne zgodbice, da se zainteresirane skupine pripravljajo na zadnji veliki met, to je privatizacija zdravstva. In jaz mislim, da o tem ne moramo nikoli premalo govoriti. Zdaj bodo dobili 101 argument, zakaj je to potrebno pridobivali, lobirali bodo novinarji, javnomnenjske voditelje, ne vem kaj vse bodo naredili, ampak v zadnjem, jaz mislim, da naloga novinarja, nas novinarjev, recimo konkretno naj od dveh, v tej zadevi, ki jo pač počneva, je odgovornost oziroma je interes javnosti. Interes javnosti je interes ustavnosti. Interes ustavnosti je pa interes tega, kar je prav. To, kar je prav, je pa definirano po najmanj, kar je temeljnih človekovih pravicah in kaj je bolj temeljnih človekovih pravicah, kot je zdravje. Skratka, enak dostop do zdravja. Ja, enakost v možnostih dostopa do zdravja. In zdaj, če enkrat začnemo na tej ravni iskati diferenciacijo, je približno tako, kot če bi podarili šolski javni sistem in uvedli zasebnega in potem rekli, da tisti, ki so bolj sposobni, bojo pač imeli možnost in tudi otroci premožnih staršev ali pa štipendisti nekih elitističnih skupin bodo pač imeli možnost, da odlične izobrazbe si ostali, naj se pa pomaga, kot si vejo in znajo. No, to ni ustavno. Jaz se temu absolutno vedno bom upiral. To je verjetno najpomembnejši vidik, pač te dileme. Verjetno je pa še nekaj drugih. Mislim, eden od teh brez dvoma je, da gre to vprašanje onkraj samo zgolj in reševanja problema enega segmenta ljudi, ki več kot očitno zgodovinsko tripa na elitizem. Zdravniški razred tripa na elitizem od pamtiveka, to se ve. Res pa je to, da je znotraj tega veliko tudi prekariata oziroma veliko zdravnikov, ki so popolnoma brezpravni. In vsi komplimenti tem zdravnikom, ki iščejo najbolj osnovne delovne pravice. Vsi komplimenti. Prvič to, drugič pa jaz ne bi, v celoti. Bral sem izjavo, uglednega zdravnika Aleksandra Dopliharja, imam čast, da ga poznam, ki pro bono pri svojih častitljivih letih še vedno pomaga ljudem brez zdravstvenega zavarovanja, se je zelo negativno izrazil glede stavkovnih zahtev. Dejansko so nespodobne v očeh normalnega socialno čutečega človeka. Ampak zadnji vidik, ki ga bi ob tem videl, pa ni najpomembnejši. Je pa tudi to, da mi smo v javni sferi. Javna sfera je nekaj topika, ki je po mojem mnenju ena zadnjih najpomembnih ali pa najpomembnejša. In seveda zdaj, če obvelja logika, da je treba en razred delovnih ljudi izvzeti, oddvojiti od drugih, govorijo zdaj v javnem sektorju, ne v zasebnem sektorju, oddvojiti od drugih, a veš, kaj to sporoča učiteljem, kaj to sporoča drugim socialnim udeležencem pač udeležencem v javni sferi. Tako, Kaj sporoča to recimo, ne vem, diplomatom, kaj to sporoča recimo uradnikom in tistim, ki za državo delajo, To sporoča to, da so drugorazredni v luči države. Zakaj? Zaradi tega, ker je neka kasta, ki je več vredna. Zakaj bi ta kasta bila več vredna? V redu, če je ta sposobnost diferencirana, jaz ne vidim nobenega problema, da grejo ljudje na prosto tržišče in svoje znanje uveljavljajo dodatno. V tem pa res ni problema. Ampak da pa se zasigurajo v nekem zdravstvenem domu, potem pa od osnovnega zdravstva zahtevajo kompenzacijo za to, ker ne upravljajo težkih operacij popoldne, ker so utrujeni od tega, kar delajo zjutraj. To pa perverznost brez primere. Res, perverznost brez primere. Bolj logično bi bilo to, da bi javni zdravstveni dom od popoldanskega delodajalca zahteval kompenzacijo, njegov redni uslužbenec je prišel zjutraj utrujen in od biznisa, od popoldanskega biznisa. Ta regulacija bi bila bolj smiselna. Rekel, ok, pust, mi imamo na trgu ima več rezona. Mi imamo na trgu ogromno zdravilstva,
ki je na 100% na trgu, homeopatije, ne vem kakšne polaganje rok, bioenergetika in tako naprej. Ne? A veš, naj se tudi uradna medicina postavi na trg, ampak naj nima nič z javnimi financami, v tem je problem. Ne? Država, kar zagotavlja, mora zagotavljati uradno medicino na javen način, ne? Tako jaz razumem. Ne? Vse ljudi hodijo po masažah takih in drugačnih, k iluzionistom. Gre si predelati nos, če ti ni všeč. Ja, v redu. Ja. Estetska kirurgija, ne, funkcionira na trgu. Je razumljivo, da je na trgu. Mislim. Ja, meni tudi ne. Mislim, razen tisto, kar je posledica določenih nesreč ali pa takih zdravstvenih problemov. To ja, ampak lepotna kirurgija, se je cel kup takih stvari, recimo, jaz ne vidim nobenega pravega smisla, tle so res skrite rezerve, ne, ker hodimo po hribih in doživljamo vse tiste nesreče take in drugačne, ne, mislim, zanj sem oprosti, ne, gledal, ne, kako je helikopter reševal psa, ne, v hribih, ne. Veš, na javne stroške. Ne? In potem imaš cel kup takih državljanov eksotičnih srednjeevropskih bivših socialističnih držav, ki oglašujejo, ne, pridete v Slovenijo, letec padaličev te visel na drevesih, plača javni servis. In tu zdravstvo jim plača, helikopteri so plačani, gorska reševalna, vse na etični pogon, vse se plača. Ne? Mislim, tukaj so velike skrite rezerve. Ne? O tem se premalo razmišlja, preveč se razmišlja pa o tej statusni zgodbi, ki seveda zapleta krivične zgodbe neplačanih ur zdravnikov, ki garajo za čist prikrite cilje privatizacije. Ne. Ja, tukaj ima še ena dilema. Ne. Če se recimo Zavod Zdravstveni dom Bežigrad preimenuje v družbo z omejeno odgovornostjo Zdravstveni dom Bežigrad. Ne? Ja. Se pravi, da se transformira v gospodarsko družbo. Ne? A bo potem manj korupcije ali ne? Pa zdaj ne trdim, ne, da je Zdravstveni dom Bežigrad korumpiran. Ne? Tako. A bo manj korupcije ali ne? Ne? Zdaj, za usporednico ne, bi vzel, veš, gospodarsko družbo v državni lasti, ki se ukvarja z energetiko in postavi termoelektrarno. Ne? Ne, to je gospodarska družba, ne? To ni zavod termoelektrarna Šošta, ne? Ampak je gospodarska družba termoelektrarna Šošta. Ne? In vendar ne, je ta organizacijska oblika, pravi družba z omejeno odgovornostjo, pripeljala do tega, da je tam nekaj 10 ali nekaj 100 milijonov evrov bilo preplačanih. Ne? Nekaj 100. Ja, tako da ta organizacijski okvir, a veš, a je to gospodarska družba, a je to zavod, ni cepivo proti zlorabi. Ne? Nikakor ne. In dejansko še enkrat in še veliko krat, če bo potrebno. Ne? Slovenija je v svoji tranziciji od socializma k kapitalizmu, predvsem pa v, kako naj rečem, luči in iluziji svoje samostojne države, ki bo druga Švica na sončni strani Alp, ne, naredila veliko napako, da je podrla vse, kar je socializem naredil dobrega. Socializem je nekatere stvari postavil zelo dobro in sistem javnega šolstva, sistem javnega zdravstva, v načelu govorimo, ne, so postavljeni zelo dobro. Odprto je polje, kako to zadevščino optimalizirati, kalibrirati, jo delati učinkovitejšo in mogoče celo kvalitetnejšo, kako iz nje izgnati korupcije, ki je očitno inherentna psihi Slovenca, delovnega Slovenca, ker mi nimamo v povprečju nimamo neke poštene delovne zavesti, ampak ali pa osebne odgovornosti, oziroma veliko manj, kot jo imajo Skandinavci ali pa Švicari, recimo, to je dejstvo. Ne. Ampak po 25 letih tranzicije, po 25 letih izredno slabih izkušenj in celo po preživeti gospodarski krizi je jasno nekaj, ne, da zadnji dragulj tega prostora, ki je pa se je oblikoval vsaj 100 leta, ne, je javni status nečesa socialnega. Že Krek se je za to prizadeval iz nekih razlogov. Socialisti so se za to prizadevali, zato so se v končni fazi nekateri tudi liberalci prizadevali. Komunizem oziroma socializem je pa to institucionaliziral. In sistem javnega šolstva ni javen brez veze. To pomeni, da ima praktično vsakdo, tudi če je najrevnejši in iz najbolj neospodbudnega okolja, se strokovno reče, ne,
možnost, da postane inženir, da postane zdravnik, da postane profesor, da postane nekdo, zato ker je pač talentiran, ker je marljiv in ker ima možnost, da to stori. Ne. Ti trendi so pa odhajanje v nek elitizem, kjer nesposobni z veliko denarja lahko pririnejo na položaje, ki jih niso vredni, medtem ko sposobni ljudje lahko obtičijo zaradi svoje revščine in plačilne nesposobnosti v nekem delavskem razredu. No, ta logika getov, ne, ki je v končni fazi izpeljana logika, kakršno se zdaj tukaj nakazuje, ne, je zelo vidna v Franciji in je zelo vidna v Belgiji. Ne. In v bistvu, kaj je bilo razočaranje teh teroristov, ki smo jih lansko let bili priča v Franciji in pa v Bruslju? Ne. Pa letos tudi, ja. Pa letos tudi v Nici in tako naprej. Ne. Ja. Kaj je bila letos posebej? Kaj je bila njihova logika? Njihova logika ni bila to, da so ljudje, ki so prišli iz Sirije, ampak logika je bila v tem, da so bili tukaj rojeni in so njihovi starši prišli v deželo upanja in so zdaj oni kot otroci rojeni z popolnim akcentom francoskim, oziroma akcentom, popolno francosko govoreči državljani Belgije, Francije in tako naprej spoznali, da oni nikdar ne bodo enakopravni, zato ker so se rodili v getu, ker bodo vedno geto in ker nikoli ne bodo imeli dostopa do istih dobrin, kot jih imajo bogati. Ne? In od tot razočaranje in potem dispozicija za to, da jih je lahko nekdo pridobil na stran ISIS-a, kjer v nekem terorističnem dejanju lahko sprostiš vse zaostale in preodvečne energije. Ne? No in to je logika, ki jo moraš preprečevati že v izhodišču. Nemški model, recimo zdaj, kako učinkovito lovijo teroriste in teroristične mreže. Njihova logika asimilacije ali pa socializacije ljudi, ki so prišli tja kot gastarbajterji, je bila že v izhodišču drugačna. Oni jih niso zapirali v gete, ampak so jih disperzirali po celotni državi, zato da so postali enakopravni in tako rekoč enaki v infrastrukturi, enaki v odhajanju v šolo, v mešanih kompozicijah. Skratka, oni so to kulturo privzgali in imajo temu ustrezno bistveno manj problemov. Ne? Pri nas smo imeli pa neke prednosti, ki se jih seveda v 70-ih letih, 80-ih letih niti nismo zavedali. Zavedamo se jih zdaj, pa še zdaj se jih ne, zaradi tega, ker vse tisto, kar se nam zdaj kaže kot odlična prednost, imamo zainteresirane ljudi, ki bi radi odskočili, ki mislijo, da jim pripada Mercedes in 2 vikenda in 3 potovanja na leto in ekskluzivno delovno razmerje, v katerem so kot bogovi. Ne? A veš, poskušajo podreti nek model, ki je še vedno unikaten, ker tudi v času socializma spomnimo se, ko so bili delavci, ki so odhajali tukaj ven iz nekih razočaranj ali pa iz želje po neki boljši plači, propulzivnosti, boljši kot gastarbajterji. Ne? Ampak to je tisti del zgodbe, ki so nam ga vedno prepovedovali. Nikoli pa ne povedo zadnjega dela zgodbe, da se na starost vračajo sem zato, ker jih tukaj ščiti naš socialni sistem in zato, ker se tukaj počutijo neogrožene, medtem ko tam so pa na trgu. Ne? Veš, to so bistvene razlike, ki so Slovenijo delale specifične in bistvene prednosti, ki jih še imamo in jih so na nek način vredne obrambe. Ne? In to, kar se zdaj dogaja, spada k bistvu tega problema. Hvala lepa. Okay.